Dober dan, lepo pozdravljeni in dobrodošli na webinarju Terjatev kot naložba. Danes smo se zbrali zato, da boste bolje spoznali borzo terjatev in naložbo, ki jo lahko preko nas uresničite. Z vami bomo jaz, Katja Hančič, Dejan Kiler in Janez Klopčar. Najprej boste spoznali borzo terjatev, potem izvedeli več o naložbah, ki so trenutno možne na trgu, potem pa naložbo bolj podrobneje preko borze terjatev. Dobrodošli še enkrat. Če boste imeli kakšne težave s samo povezavo tekom prenosa, dajte prosim lepo sporočiti preko sporočila tukaj na Zoomu, pa bomo poskušali urediti, če bo v naši moči. Tako da najprej med nami predstavljam Dejana Kilerja. Dejan ima več kot 20-letne izkušnje na področju borznih trgov in tukaj na borzi terjatev skrbi za obstoječe vlagatelje in razvoj poslovanja. Dejan, lepo pozdravljen. Kje se srečamo, a ne? Zdravo. Pozdravljen. Hvala. Jaz vam bom takoj na začetku zaupal eno skrivnost, pa ne prav preveč okoli govoriti, obljubite. Izdani, ampak še neplačani računi so zelo zaželeno premoženje podjetij, s katerim se da zelo enostavno trgovati. Na borzi terjatev znamo pripeljati denar iz prihodnosti. Z naložbo preko borze terjatev pomagate tudi slovenskemu gospodarstvu, zraven pa še zaslužite cirka 7% letno. Pozdravljeni, moje ime je Dejan, moja naloga danes pa je, da vam predstavim terjatve kot naložbo ter kako jo umestiti med ostale naložbe na slovenskem trgu, vsaj med tiste, ki so nekje najbolj popularne pa najbolj razširjene. V svoji 20-letni karieri na finančnih trgih oziroma finančni industriji sem kar dodobra spoznal njene prednosti, njene sladkosti, pa tudi njene pasti. Predvsem sem pa ugotovil, da vlagatelji želijo varnost pred donosi. Se pa tega ponavadi zavejo nekoliko pozno. Želijo imeti v tistih ključnih momentih res kredibilen nasvet finančnih strokovnjakov. In zdaj ta kredibilen nasvet je po zadnjih 2-3 letih zelo težko dobiti, se trge večinoma premikajo človeški faktor. In pod človeškim faktorjem imam predvsem v mislih optimizem, njihov pesimizem, pa razne nepremišljene ali pa zelo dobro premišljene tvite. Skupna lastnost teh je, da tega ne moreš zaračunati. Lahko zračunaš temeljno analizo, tehnično analizo, to so številke, na katere se lahko osloniš, ki ti pomagajo pri izboru določene naložbe oziroma pri nasvetu vlagateljev. Zdaj človeškega faktorja pa ne moreš zračunati. Z tega vidika so tiste najbolj znane naložbe zelo nepredvidljive in vlagatelj bo zelo težko predvidel, kakšna bo vrednost njegovega premoženja v prihodnosti. Z tega razloga bo tudi zelo težko planiral svoj denarni tok. Terjatve so po tem aspektu popolnoma drugačne. Njihova vrednost, njihova cena je določena vnaprej. Ravno tako njihovo plačilo. In z tega vidika lahko vlagatelj, ki vlaga v terjatve, ki kupuje terjatve, z bistveno večjo predvidljivostjo, lahkoto, sigurnostjo, predvidi, kakšna bo vrednost njegovega premoženja v prihodnosti in kako bo potem lahko planiral svoj denarni tok. Ravno ta otipljivost, ta predvidljivost terjatev je bil eden izmed glavnih razlogov, zakaj sem se odločil pridružiti borzi terjatev. Mogoče še celo bolj pomemben razlog je pa ekipa, ki sestavlja borzo terjatev. Ta njena srčnost, povezanost, njena ljubezen, to enostavno ne moreš prezreti. In ravno ta srčnost, ta povezanost, ta vzajemnost in zavedanje, da smo s člani, se pravi z borznimi člani, kot ena velika družina, ki delamo za skupno dobro, in ker se vsi skupaj zavedamo, da lahko rastemo samo skupaj, ravno to zavedanje je
največja vrednost borze terjatev. In jaz bi vas z največjim veseljem povabil medse. Zdaj, za začetek, mogoče najbolj, da se malo predstavimo oziroma da predstavimo borzo terjatev, kaj borza terjatev pravzaprav je, kdo borza terjatev pravzaprav je, kdaj je nastala. Borzo terjatev si najbolj enostavno lahko predstavljate kot KDD in borzno hišo oziroma borznega posrednika obenem. Borza terjatev je podjetje, ki povezuje na eni strani poslovne subjekte, ki potrebujejo bodisi krajše plačilne roke ali kratkoročno financiranje, s poslovnimi subjekti, ki imajo prosta likvidna sredstva in bi jih radi zbudili s spanca, hkrati pa, poudarjam, ne izpostavili prevelikemu tveganju. Borza terjatev je nastala v letu 2011, v letu 2012 je sledil zagon pilotne platforme, v 2018 pa smo uvedli tako imenovano frakcijsko in avtomatizirano trgovanje, ki je v veljavi še danes. Lastništvo borze terjatev je v zasebni lasti, prednjačijo ustanovitelj in prokurist Marko Rant, direktor Janez Klopčar, ki se nam bo priključil majčkeno kasneje, ustanovitelj Tomi Šefman, Republika Slovenija, Slovenskim podjetniškim skladom in poslovni angeli. Na borzi terjatev je trenutno zaposlenih 14 sodelavcev, sestavljamo pa še ekipo, ki bo v kratkem pognala podružnico borze terjatev na Hrvaškem. Zelo velikemu ponosom pa veseljem povem, da smo do sedaj slovenskim podjetjem uspeli zagotoviti za 174 milijonov sredstev financiranja in s tem pripomogli k rasti teh podjetij in tudi slovenskega gospodarstva. Te zasluge za to rast si ne lastimo mi. Zasluga za to rast gre predvsem našim vlagateljem, se pravi kupcem terjatev, ki nam zaupajo, pa verjamejo v naše delo. Se zavedajo, kot sem prej omenil, da samo z vzajemnostjo in povezovanjem lahko zgradiš en svet, v katerem boš lahko prosperiral, v katerem bomo v končni fazi lahko vsi prosperirali. Vlagatelji nam ta moment zaupajo za cirka 31 milijonov evrov sredstev. Slovenski pregovor pravi, da se lastna hvala podnizovala, zato ne bi poudarjal pa našteval raznih nagrad, ki smo jih v našem delovanju prejeli. Tisto, kar res šteje, je zaupanje naših članov. Zato raje, kakor da bi našteval priznanja, vas vabim, da se nam pridružite in se sami prepričate, da živimo in dostavljamo tisto, kar govorimo. Okay. Zdaj, ko veste, kdo je na drugi strani ekrana, pojdimo kar na drugo poglavje, kjer sledi pregled najpogostejših naložb pa njihovih značilnosti. Graf, ki ga vidite, prikazuje gibanje portfelja terjatev in gibanje portfelja skladov skozi leta. Razlika, ki je kar očitna, je nastala ravno zaradi tiste predvidljivosti, ki sem prej omenil. Se pravi, terjatve ne nihajo, njihova vrednost je dogovorjena vnaprej. In to dela razliko do ostalih, recimo najbolj priljubljenih vzajemnih skladov. Vsaka naložba, ki se jo lotite, ima 3 pomembne parametre, in sicer prvo je tveganje, drugo donos, pa tretja likvidnost naložbe. Vse to troje pa nikoli ne gre z roko v roki, zato je treba sklepati kompromise med njimi. Za ta pravo nalogo je treba vedno izbrati pravo orodje. Po domače povedano, zlat kladu super zgleda, krasen je, svet se, ampak smreke z njim ne bomo na pol prežagali. Pomembno vprašanje, ki bi si ga mogel zastaviti vsak vlagatelj pred začetkom, je, s koliko donosa bi bil že zadovoljen. Šele na podlagi tega odgovora naj potem izbira, katere naložbe so zanj prave. Izbira naj samo tiste, ki tvegajo samo toliko, kolikor je potrebno. Zdaj, naložba je lahko totalno dolgočasna, ampak če dostavlja svoje, je ta prava. Pa gremo kar k najbolj pogostim naložbam v Sloveniji.
Začnimo kar z vzajemnimi skladi, ki so bili prej primerjava na grafu. Vzajemni sklad si najlažje predstavljate kot eno veliko vrečo denarja, v katero lahko vloži denar vsak in je razdeljena na približno 100 delov. S to vrečo pa upravlja družba za upravljanje oziroma upravitelj. Poznamo delniške, obvezniške pa mešane sklade. Vrednost naložbe niha, zato je ključnega pomena naložbeni plan, ki ga mora vlagatelj, preden se odloči za investicijo, narediti zase. Vlagatelj plača izstopne stroške ter upravljavsko provizijo sklada. Naložba v sklad je vedno dolgoročna. Donos je odvisen od vrste vzajemnega sklada in se dolgoročno giblje nekje med 4 in 10%, seveda pa lahko v raznih korekcijah kar konkretno zaniha navzdol, sploh delniški skladi. Izplačilo iz sklada je v 5 delovnih dneh, se pravi, ta naložba je precej likvidna, vlagatelj ima z njimi zelo malo dela, je pa prav, da se pozanima o upravitelju, se pravi, kdo upravlja ta sklad, pa o pravilih sklada. Naprej gremo kar na obveznice. To je dolžniški vrednostni papir, kar pomeni, da si nekomu posodil denar. Izplačilo iz obveznic je možno ob dospetju ali z unovčitvijo kuponov med imetjem obveznice. Tveganje pri obveznicah je predvsem tveganje neizplačila zaradi insolventnosti dolžnika. Donos pri obveznicah je relativno nizek, med 1 in 3%, v zadnjem času pa je možen celo negativen donos, zato je treba zelo paziti na stroške pa na davke, ki nastanejo pri nakupu, prodaji pa unovčenju obveznic. Vlagatelj mora zelo preučiti izdajatelja, se pravi, komu dejansko posoja denar. In ker je to dolgoročna naložba, malo za šalo, malo za res, kar pozabiti, kje imate denar. Čeprav se to čudno sliši, se kar dogaja. Naslednja naložba, ki je v Sloveniji precej popularna, so ETF-i, se pravi Exchange Traded Fund. To je mešanca vzajemnega sklada in pa delnice. ETF-i so sestavljeni iz naložb posameznih delniških indeksov, plemenitih kovin in podobno. Svojo sestavo sledijo njihovo gibanje, se pravi, sledi gibanje tistega indeksa, iz katerega je sestavljen. Največja razlika med vzajemci pa ETF-i je v tem, da ETF-i niso upravljani in se torej njihova sestava ne spreminja. Od vlagatelja zato zahteva malo večjo aktivnost, se pravi, bolj mora spremljati dogajanje na trgu, da bo vedel, kdaj kupiti oziroma kdaj prodati. ETF-e se kupi, spremlja, pa proda ravno tako kot delnico. Pa če smo glih pri delnicah, to so lastniški vrednostni papir. Mogoče je zelo fajn vedeti, oziroma se zavedati, da cena delnice velikokrat nima veze z vrednostjo podjetja. Zato si dajte zapomniti, da nimate v lasti na primer Krke, ampak delnico Krke. Delnica je vedno vredna samo toliko, kolikor vam je ob trenutku prodaje nekdo pripravljen zanjo plačati. Stroški pri nakupu delnic so nakupna, pa prodajna provizija, stroški trgovalnega računa in pa davki. Saj namen je delati z dobičkom, tako da vedno upoštevati tudi davke zraven. Trgovanje zahteva precej dobro poučenost od vlagatelja, psihično stabilnost in odpornost na stres. Pa ko smo pri stresu, nadaljujemo s kriptovalutami. To so, dajmo reči, digitalne valute, ki nastajajo s tako imenovanim rudarjenjem in bazirajo na blockchain tehnologiji. Kot primerjava bom uporabil internet. Blockchain si dajte predstavljati kot internet, posamezne valute, kot so bitcoin in ostali, pa kot informacije. Marsikatera informacija na internetu zbledi. Kolikor bi blockchain tehnologija verjetno lahko spremenila način poslovanja v prihodnosti, pa ni moč predvideti, katera kriptovaluta bo tista, ki se bo dolgoročno obdržala in dejansko imela neko vrednost. Kar pozabiti na krizo z leta 2008, kjer je bila na mizi možnost, da bi takrat ameriški dolar izgubil primat svetovne valute.
če bi se to zgodilo, so ZDA v defaultu, so insolventne. Kaj se je takrat zgodilo, vemo, in zelo težko je pričakovati, da bodo ZDA zdaj stisnile roko gospodu Satoshiju in mu čestitele, ker je Bitcoin premagal ameriški dolar. Investicija v kriptovalute je zelo volatilna, to pomeni, da so nihanja vrednosti kriptovalut izredno hitra in zelo velika. Kriptovaluta nima stvarne vrednosti in od vlagatelja zahteva konstantno spremljanje in zelo visoke trgovalne sposobnosti, precej znanja in ogromno odpornost na stres. Naslednja naložba, ki je pri Slovencih precej popularna, so nepremičnine. Njena značilnost je, da je lahko precej nelikvidna. V primeru, da boste denar potrebovali relativno hitro, boste nepremičnino mogli prodati pod tržno ceno. Dohodek iz take naložbe prihaja iz naslova najemnin in iz naslova povišanja vrednosti. Kot strošek dajmo navesti provizijo nepremičninskega posrednika, davek in pa seveda stroški vzdrževanja ali obnove nepremičnine. Plemenite kovine. Zlata rezerva je pri Slovencih kar precej dobro zapisana, velja pa za eno najvarnejših naložb, a ima tudi ta svoje zakonitosti. Prednjači naložba v zlato pri plemenitih kovinah, pri čemer lahko izbiramo med nakupom finančnega zlata ali nakupa, narekovajo papirnatega, virtualnega v obliki ETF-ov ali terminskih pogodb ali pa celo zavarovanj v zadnjem času. Vkolikor je namen graditi zlate rezerve, se pravi za bog ne daj, priporočam nakup fizičnega zlata, ki ga je potrebno kupovati v manjših količinah, čeprav so le te na gram dražje. Samo, če ga kupujete res za kakšen črn scenarij, se pravi, da klasične valute bojo šle rakom žvižgati, ga boste bistveno težje prodali s kilsko palico. V primeru, da boste šli s kilsko palico po kruh, bo ta kila kruha zelo, zelo draga. Tako da kupovati fizično zlato nekako tako, kakor imate bankovce v denarnici, v različnih vrednostih. Pozoren je treba biti potem še na hrambo zlata, najbolj razširjena je hramba v domačem sefu, pa malo šalo, malo zares, ko kupujete zlato za zlato rezervo, pa sef dajte zraven še enega magnuma kupiti. Pa ne mislim sladoled, ampak da se boste branili, če bo kdo prišel po to zlato rezervo. Hecam se, ne mislim prav preveč resa s tem. Evo, in smo prišli do zvezde dneva, terjatve. Terjatve so zelo enostaven naložbeni inštrument. To je v bistvu izdan, a še ne plačan račun, ki ga poslovni subjekt izstavi za opravljeno delo ali storitev. Terjatve so sicer lahko tudi zapadle in slabe, teh se ne bom dotikal, saj se z njimi na borzi terjatev ne trguje. Likvidnost naložbe je ob plačilu terjatve, povprečna ročnost terjatev, se pravi plačilo na borzi terjatev 85 dni. Donos naložbe v terjatve oziroma donos posamezne terjatve je odvisen od dogovorjenega diskonta. Pri nas se ta donos giblje okoli 7% letno po že vseh odbitih stroških. Tukaj bi spet poudaril, da cena terjatev ne niha. Njena vrednost je namreč dogovorjena naprej in ne samo vrednost, tudi njeno plačilo. Na prezentaciji boste zdaj videli eno piramido, ki prikazuje, kako naj bojo posamezne naložbe nekje, oziroma kakšen delež naj bi zavzele v posameznem portfelju. Sicer to je res odvisno od posameznika do posameznika, kot sem na začetku omenil, ključno je tisti odgovor, s koliko donosa ste že zadovoljni. Iz vsega tega povedanega dajmo povzeti, da lahko terjatve umestimo med naložbe z rangom nižjega tveganja, med naložbe, ki prinašajo naprej dogovorjen donos, med relativno kratkoročne naložbe, saj je likvidnost precej visoka, pa naložba od vlagatelja ne zahteva veliko znanja in časa.
Ok, to zadnje velja, če vanj investirate preko borze terjatev, se zelo veliko dela oziroma večino dela tukaj mi opravimo za vas. Zdaj pa mislim, da je čas za našega skritega gosta. Prav res je. Dejan, najprej hvala za to predstavitev. Tale piramida mi je še posebej všeč. Oziroma našega sogovornika v naši družbi pozdravljam Janeza Klopčarja. Janez je v zgodbo borze terjatev vpleten že od začetkov delovanja. Poskrbel je za finančno podporo kot poslovni angel, je solastnik in tudi aktivni vlagatelj v terjatve in posojila preko članstva na platformi borze terjatev. Pred kratkim pa je prevzel tudi vlogo direktorja borze terjatev in danes bo z nami delil svojo izkušnjo. Janez, lepo pozdravljen. Te vklapljam. A se slišimo? Halo? No. Halo, me slišite? Halo? Ja, slišimo se. Živja. Najprej bi se rad vsem zahvalil za udeležbo na današnjem webinarju. Mislil sem, da bi vam predstavil malo svojo zgodovino pa izkušnjo z borzo terjatev. Pravzaprav poslovni model, ki ga borza terjatev v Sloveniji zasleduje, je prvič nastal v Veliki Britaniji leta 2011 z družbo Market Invoice. In leta 2014 sta Marko Rant pa Tomi Šefman prišla k meni z idejo, da ustvarimo borzo terjatev tudi v Sloveniji. Meni je bila ideja takoj všeč. Pravzaprav sta bila dva poglavitna razloga, zakaj mi je bila ideja všeč. Prvič, imel sem dolgoletne izkušnje iz bančništva, kjer sem občutil, kako visoke transakcijske stroške imajo banke pri opravljanju svojih storitev. In poslovni model borze terjatev temelji na visoki stopnji avtomatizacije, kjer se transakcijski stroški izredno znižajo. S tem je pravzaprav omogočeno, da lahko mi na borzi terjatev poslujemo z mnogimi manjšimi posli, kot si jih običajno privošči neka banka ali pa faktoring družba. In drugi razlog, zakaj mi je bila borza terjatev pravzaprav tudi zelo všeč, je ta, da pred borzo terjatev, preden smo borzo naredili, so dostop do trga terjatev imele samo banke in faktoring družbe. Vlagatelji z nekim presežkom denarja, ki so iskali naložbe, do terjatev pravzaprav niso mogli učinkovito priti. Pridobiti neko terjatev je bila pravzaprav služba za polni delovni čas, ker je bilo treba preklicati potencialne prodajalce terjatev, pa jim ponujati svoj denar, pa jim pripravljati pogodbe, pa z njimi zaključevati posle, pa jih izterjavati na koncu za poplačila in tako naprej. Z ustanovitvijo borze terjatev, kjer smo naredili in organizirali trg terjatev, smo pravzaprav omogočili sicer manj poučenim vlagateljem za trg terjatev, da pridejo do novega produkta in da pravzaprav preskočijo banko kot posrednico v takem poslu, kjer pravzaprav fizična oseba ali pa manjše podjetje da denar banki za nizko obrestno mero na depozitu, po drugi strani pa banka ta denar mnogo dražje naprej ponuja ali v obliki faktoringa ali v obliki posojil in tako naprej. Tako da na nek način smo z visoko avtomatizacijo znižali stroške tega posredovanja in hkrati omogočili dostop novega produkta vlagateljem. Pa še nekaj je. Banke običajno ne marajo majhnih poslov. Ravno zaradi tega, ker z majhnim poslom zaslužijo premajhno maržo in na tak način pravzaprav transakcijskih stroškov po vrednosti ne bo niti pogledala, se z njimi ne bo ukvarjala in majhne družbe skozi kanal financiranja preko bank na tak način ne morejo priti do denarja.
Na borzi terjatev smo pa skozi avtomatizacijo procesov tako znižali transakcijske stroške, da lahko najmanjšim podjetnikom, malim in srednjim družbam omogočimo, da pridejo do financiranja tudi v zneskih po 1000, 2000, 3000 evrov. Marka in Tomija sem pravzaprav poznal že več kot 10 let, preden sta prišla k meni z poslovnim predlogom, in v njiju sem kot človeka imel polno zaupanje. Verjel sem, da sta in poštena in delovna, in takoj sem se, pravzaprav zelo hitro sem se odločil, da jima zaupam kapitalski vložek in podprem njuno idejo za ustanovitev borze v Sloveniji. To je bilo, mislim, da novembra 2014. Mi smo potem v začetku 2015 zaposlili prva 2 sodelavca in smo do novembra 2015 na rednih sestankih in brainstormingih ustvarjali idejo in rešitve, tehnološke rešitve o tem, kako bi borzo terjatev v Sloveniji organizirali. Povzeli smo najboljše izkušnje iz borz vrednostnih papirjev, iz borzno-posredniških družb in iz centralnih depojev, kot je KDD v Sloveniji. In vse funkcije teh 3 ustanov nekako združili v eni borzi terjatev, taka, kot jo poznamo danes. Začetek na borzi terjatev je bil pravzaprav zelo težek. V začetku smo imeli 2-3 vlagatelje. Razpolagali smo z nekaj 100 000 evri in seveda s tako majhnim obsegom nismo mogli pokrivati vseh stroškov. Tako da so bili začetki precej težki in konec leta 2016 nam je skoraj zmanjkalo denarja. Projekt bi se skoraj moral ustaviti, pa vendar smo vztrajali. Čas smo vlagali v razvoj ideje in v iskanje novih tehnoloških rešitev. In konec 2016 se nam je pridružila Republika Slovenija skozi Slovenski podjetniški sklad, ker je v našem poslovnem modelu pravzaprav prepoznala pomemben način podpore slovenskega malega gospodarstva. Hkrati so se nam pridružili tudi nekateri drugi zasebni vlagatelji in z kapitalom, ki smo ga takrat opisali, smo imeli dovolj sredstev, da smo prebili z našo idejo led. Avgusta 2018 se nam je obseg poslovanja dovolj povečal, da smo dosegli točko preboja in od takrat dalje poslujemo z dobičkom. Nekaj prelomnic je bilo v našem poslovanju, ki so morda pomembnejše. V grafu, ki ga vidite na ekranu z sivim tiskom, lahko vidite, katere nagrade smo prejeli za naše delo. Še posebej smo ponosni pravzaprav na pečat odličnosti, ki smo ga dobili od Evropske komisije pravzaprav komaj nekaj mesecev nazaj. En ključen dogodek, ki se nam je na borzi terjatev, je zgodil, da smo poleg manjših vlagateljev prvič dobili institucionalnega vlagatelja, večjo zavarovalnico v začetku leta 2017 in v začetku 2019 se nam je pridružil pa pravzaprav prvi večji tuji institucionalni vlagatelj. Gre za nekaj alternativnih investicijskih skladov iz Nemčije, Luksemburga, Londona in Portugalske. Konec preteklega leta smo prvič dosegli 100 milijonov evrov financiranja za male in srednje družbe v Sloveniji. Nekje konec preteklega leta smo dosegli celoten portfelj vlagateljev v višini 32 milijonov evrov. Tik pred korona krizo smo imeli okoli 35 milijonov evrov vlagateljev. Zaradi nekaterih negotovosti in zaradi tega, ker so nekateri naši vlagatelji sicer potrebovali likvidnost, se nam sredstva na borzi nekoliko zmanjšala v marcu in aprilu, vendar nam od maja naprej zopet rastejo in danes mislim, da smo
presegli že 32 milijonov evrov. Nadaljujemo z razvojem poslovanja. Nek ključni preboj, ki smo ga dosegli, je že Dejan omenil, in sicer, da smo v letu 2018 avtomatizirali tudi sistem delitve posamezne terjatve na več vlagateljev. To je bila pomembna pridobitev zaradi tega, da lahko vlagatelji razpršijo svoje tveganja. Bistveno je, da nimajo vlagatelji veliko jajc v eni košari, ampak da se to premoženje, ki se vlaga v terjatve, razdeli v več košar. Na tak način se najlažje pravzaprav zmanjšuje možnost tveganja propada posameznega dolžnika ali prodajalca terjatve. In na tak način se lahko zagotovi, da je tudi v primeru nepoplačila neke terjatve prizadetost portfelja bistveno manjša, kot je pričakovan letni donos. In se skozi statistiko pravzaprav pri nas zagotavlja konstanten donos, ki ga vlagatelji lahko zelo natančno vnaprej predvidijo. Mi še naprej vlagamo v razvoj, pravzaprav ves razvoj na borzi terjatev je plod lastnega dela. Imamo 2 programerja, ki od samega začetka neprestano razvijata produkt. Velikokrat uporabljamo sugestije vas, vlagateljev, za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje in za izboljšanje seveda naše storitve. Zdaj bi pa jaz predal besedo nazaj Dejanu, da vam kaj več pove o terjatvah in o izkušnjah, ki so jih naši vlagatelji imeli v preteklih nekaj letih sodelovanja z nami. Hvala lepa. Janez, hvala lepa. No, in tukaj je že drugi del, za kar smo se pravzaprav danes zbrali. Spoznali boste borzo terjatev kot vlagatelj. Kako, kaj je potrebno vedeti, preden začnete. Dejan, predajam besedo ponovno, izvoli. Hvala lepa. Če uporabim besede gospoda Petra Polesa, ko se je vrnil z reklam. In že smo nazaj. V tretjem delu bomo pogledali terjatve in pa samo borzo terjatev. Sestavni del in ključni del borze terjatev je njen trgovalni sistem, kamor uvrščamo terjatve. V trgovalni sistem borze terjatev uvrščamo samo žive, se pravi samo aktivne terjatve, zapadlih terjatev ne sprejemamo in jih ne uvrščamo v trgovanje. V trgovalnem sistemu so v veliki večini terjatve slovenskih podjetij, v manjšini pa tudi podjetij iz Evropske unije, z izjemo Anglije in Italije. Prodajalci imajo možnost prodati terjatev z odprtim odstopom. To pomeni, da je kupec obveščen, se strinja in da tudi potrdi terjatev. Lahko prodajo s tihim odstopom, kjer kupec ni obveščen, ali posojilom na podlagi terjatev. Kako določimo donosnost terjatev? Z diskonti. Ko član borze terjatev, prodajalec, želi prodati terjatev na podlagi podatkov, ki jih pridobimo iz Biznoudove baze, podatkov, ki jih pridobimo od prodajalca in njegovega dolžnika in na osnovi podatkov o sami terjatvi določimo boniteto le-te. Ta se označi številkami od 1 do 10, pri čemer je terjatev z oceno 1 najbolj tvegana, najdonosnejša, 10 pa najmanj donosna, najbolj varna. Vsaka bonitetna ocena ima vnaprej določen diskont, ta pa za vlagatelja pomeni dejanski donos. Ker donosa brez tveganj ni, poglejmo, katera tveganja spremljajo naložbo v terjatve. Glavna skrb pri terjatvi je, da le-ta ne bo poplačana, podoben kot pri obveznici. Za razliko od ostalih naložbenih inštrumentov, ki smo jih prej pogledali, je cena terjatve določena vnaprej
in njena cena med samo naložbo ne niha. To vedno želim poudariti, saj smo pri ostalih naložbah lahko priča paničnim prodajam in s tem strmoglavljanju vrednosti naložbe, da smo bili kaj takega priča že slaba oziroma dobra 2 meseca nazaj. Takih šokov upada vrednosti naložb pri terjatvah ne boste doživeli. Kot rečeno, in to vedno poudarjam, cena je dogovorjena vnaprej. Naložba v terjatve se sooča z 2 vrstama tveganj. Prvo je kreditno tveganje, pomeni, da prodajalec ali njegov dolžnik zaradi poslovnega razloga ne moreta poplačati terjatve, in pa tveganje prevare, pomeni, da prodajalec proda neobstoječo terjatev ali eno terjatev večkrat proda, ali pa da ponaredi vso ali pa del pomembne dokumentacije o terjatvi ali pa bilanci. Naloga borze terjatev je, da zgornja tveganja kar se le da zmanjša. Kreditna tveganja zmanjšujemo s skrbnim pregledom, pa s pridobitvijo izvršnice strani prodajalca, s pridobivanjem stvarnih zavarovanj in poroštev in sklenjeno zavarovalno polico pri zavarovalnici Accredia. Za pojasnilo, izvršnica je izvršilni naslov, na podlagi katerega lahko neposredno terjamo dolžnika za plačilo. Tveganje prevare ni pokrito z zavarovalno polico, saj zavarovalnice prevare nikoli ne krijejo, ostajajo pa tudi tukaj seveda ostali elementi zmanjševanja tveganja, se pravi izvršnice, poroštva pa stvarna zavarovanja. Pojdimo mi zdaj kar od teorije k praksi. Poglejmo, kako lahko začnete naložbo v terjatve. Najprej seveda v pogovoru z nami določite oziroma odločite za eno od 2 oblik naložb, ki vam jo dajemo na izbiro. Vlagatelj lahko pri nas izbira med alternativnim investicijskim skladom terjatev, ki ga upravlja podjetje Borza terjatev naložbe, ali pa med individualno platformo Borza terjatev. Se pravi, alternativni investicijski sklad, BTN, kaj to je? To je sklad, ki kupuje terjatve, ki so uvrščene v trgovalni sistem Borze terjatev. Odločitev, katere bonitetne ocene terjatev in katere vrste odkupov so v portfelju, sprejme naš upravitelj sklada. Ker je registriran kot alternativni investicijski sklad, pomeni, da vanj lahko vlagajo le dobro poučeni vlagatelji, ki so lahko bodisi fizične ali pa pravne osebe. Zakon tukaj določa zavezo za minimalno plačilo in to znaša 150.000 evrov. Vlagatelj v tem primeru, se pravi v primeru nakupa tega sklada, ni neposredno lastnik terjatev, ampak je lastnik točke sklada, s tem pa tudi solastnik sklada. Vrednost točke sklada se obračunava enkrat mesečno. Sam začetek naložbe je zelo hiter, zelo enostaven, za pristop potrebujemo samo podpisano pristopno izjavo s pripadajočo identifikacijo ter dokumentacijo o istovetnosti. Izstop iz sklada oziroma izplačilo je ravno tako enostavno, možen pa je enkrat mesečno. Vstopnih stroškov, verjetno ste govoriti že pogruntali, da sem Gorenjec, pa stroški so bili zmeraj zelo pomembna tema, tako da danes veliko njih govorimo. Vstopnih stroškov ne računamo, niti ne izstopnih, zaračunavamo le upravljavsko provizijo, to je 1% pa pol letno. Upoštevati je treba še davčni vidik, za fizične osebe je to kapitalski dobiček, za pravne osebe pa poslovni izid. Vlagatelji ta sklad izberejo predvsem zaradi njegove preprostosti pa zaradi likvidnosti. Druga oblika je pa individualna platforma, tako da poglejmo, katere opcije prinaša ta naložba preko individualne platforme v borzi terjatev. Individualna platforma je kraj, kjer se srečata ponudba in povpraševanje po terjatvah, ki so v našem trgovalnem sistemu. Platforma je namenjena pravnim osebam, tudi SP-jem. Vlagatelj na platformi ima terjatve v svoji lasti
in popoln transparenten vpogled v podatke o sami terjatvi. Se pravi, vid, kdo je prodajalec, kdo je dolžnik, kakšen je status terjatve, koliko zamuja, če zamuja, kdaj bo plačana, vse. Ključno je, in to želim zelo poudariti, je, da vlagatelj nikoli, kot je že Janez prej omenil, ne vloži celotnega vložka v eno samo terjatev, temveč v nastavitvah trgovalnega računa nastavi maksimalno izpostavljenost do enega prodajalca in do enega dolžnika. Ta način drastično zmanjša tveganje neplačila terjatve. Mi priporočamo vlagateljem maksimalno 5% izpostavljenost, lahko je pa tudi manj. Vlagatelj prav tako sam določi, katere bonitetne ocene terjatev in kakšno ročnost terjatev želi imeti v svojem portfelju. Vsakega prvega v mesecu prejme obračun, uradno računovodsko listino, ki jo preda računovodji. Pripravimo vam pa tudi priporočila za knjiženje v pomoč vašim računovodjam, ukolikor bi to pomoč potrebovali. Stroškov za odpiranjem in vodenjem trgovalnega računa nimate nobenih, spet čist gorenjska varianta. Zaračunavamo samo nakupno provizijo, to je 30% od realiziranega posla, pa upravljanje neaktivnega portfelja 1,2% letno za čas, ko ima vlagatelj izklopljeno trgovanje. Dovolite, da poudarim, da predviden donos, katerega omenjamo, se pravi okoli 7%, je že neto donos za vas. To je že po vseh odbitih stroških, ki jih imate z nami. Iz davčnega vidika pa ta naložba spada med poslovni izid podjetja. Ker upam, da ste že ocenili oziroma vas vsaj Firbec smatra, da je ta naložba ta prava za vas, dajmo pogledati, kako začeti z borzo terjatev. Celoten postopek registracije in odpiranja računa lahko odpravite iz udobja domače pisarne v dobrih 10 minutah, če boste počasi tipkali. Tako, na črnogorski način, ležiš in ideš, pravijo. Za začetek sodelovanja opravite registracijo podjetja na naši spletni strani. Postopek vas vodi do podpisa pogodbe in identifikacije, ki jo lahko opravite preko kvalificiranega digitalnega potrdila. Če ga nimate, lahko identifikacijo opravite na pooblaščeni pošti Slovenije ali pa še boljše pri nas na borzi terjatev, pa se skupaj spoznamo oziroma spijemo kakšno zelo dobro kavo. Smo pa na Likozarevi ulici 3 v Ljubljani, če bo šel kdo googlati, koliko je daleč od nas. Ko preverimo in potrdimo vso dokumentacijo, vam na to aktiviramo trgovalni račun. Ko je aktiviran, na trgovalnem računu nastavite 3 zelo pomembne nastavitve. Prva je, katere bonitetne ocene terjatev želite imeti v svojem portfelju, katero ročnost terjatev želite imeti v svojem portfelju in koliko želite biti maksimalno izpostavljeni do enega prodajalca. Nato izbran znesek za naložbo nakažete na fiduciaren račun in kliknete gumb vklop trgovanja. In to je to. Einfach kot pasel, so rekli. Tukaj hočem poudariti, da celoten pregled, izbor in zavarovanje terjatev opravimo mi, preden posamezno terjatev sploh uvrstimo v trgovalni sistem. To pomeni, da se vlagatelju z naložbo ni potrebno ukvarjati praktično nič. Tudi kompleten postopek morebitne izterjave opravljamo s svojim časom in denarjem. Vlagatelj v primeru zamud plačil prejme zamudne obresti, ki še povečujejo donos, zato se krajših zamud naši vlagatelji ne bojijo. Izplačilo denarja lahko naredite kadarkoli, samo izplačilo pa se izvede, ko je posamezna terjatev poplačana. Vlagatelji radi izberejo naložbo preko individualne platforme zaradi popolno transparentnega vpogleda v naložbo, zaradi nizkih stroškov, pa zaradi precej učinkovite podpore z naše strani. Ljudje smo tako narejeni, da je vsaka oseba s sodelovanjem želi dobiti neko korist, neko prednost zase. Zato bom v 5. zadnjem delu
preletel tiste ključne prednosti pa koristi, ki jih pridobite s sodelovanjem z nami. Za vas, za naše vlagatelje, smo pripravili naložben portfelj, ki je že prilagojen tržnim razmeram, ki jih narekuje COVID-19. Portfelj sestavljajo samo aktivne terjatve, ki so prestale naše stroge varnostne preglede. Od naložbe v portfelj terjatev lahko pričakujete okoli 7% letni donos po že vseh odbitih stroških ob poljubno majhni izpostavljenosti do posamezne terjatve. Vaša denarna sredstva niso vezana in niso izpostavljena nihanju delniških tečajev ali paničnim razprodajam. Začetek naložbe je popolnoma prilagojen trenutnim razmeram, saj je lahko vse potrebno urediti v domačem okolju. Odprtje in vodenje trgovalnega računa je za vas popolnoma brezplačno, postopek registracije pa boste opravili v cirka 10 minutah. Tiste ključne prednosti pa koristi sodelovanja z nami pa so udobnost poslovanja, to na prvem mestu, se pravi vse lahko uredite online, hitrost poslovanja, kot omenjeno, približno 10 minut tipkanja, cenovna ugodnost, brezplačna registracija, brezplačno vodenje računa, varnost naložbe, terjatve v trgovalnem sistemu so preverjene, aktivne, žive in zavarovane najprej za izvršnico, s stvarnimi zavarovanji, jamstvi ter zavarovalno polico pri zavarovalnici Accredia. Ciljamo na 7% letni donos ob ničnem nihanju portfelja, kar je zelo pomembno, ter čakajo vas tudi izdelana priporočila za knjigovodsko knjiženje, kar prihrani precej časa vam ali pa vaši računovodski službi. Kar pa tudi ne smemo pozabiti, je, da z naložbo pri borzi terjatev pomagate tudi slovenskemu gospodarstvu, sebi pa zagotovite relativno varno mesto za vaš denar, upam si trditi, kar konkurenčnim donosom. Čist za konec z moje strani pa tole. Prosim, ne pozabite, zdravje je človekovo največje bogastvo. Ne bom vam solil pamet o zdravem načinu življenja in o prehrani, ampak toplo vam polagam na dušo in v srce dejstvo, da je kar 90% vseh človeških bolezni povezanih s stresom oziroma strahom. Tule gre za čisto enostavno razlago, saj ko je človek v nevarnost, pride v tisto stanje fight or flight. Takrat možgani pošljejo kri pa kisik v tiste organe, ki so nujni za preživetje, za beg. Se pravi, če nas bo medved napadel, gre kri pa kisik v noge, v roke, samo bež, da boš preživel. Možgani pa nimajo periskopa, da bi videli, ali nas medved res napada, ali smo res v nevarnosti, ali to nevarnost samo doživljamo. In v stanju stresa, strahu imamo mi svoje vitalne organe konstantno podhranjene. To pa vodi v bolezen. In zdaj, zakaj vam to pravim? Zato, ker ljudje največ stresa in največ strahu doživljamo zaradi denarja. Ne si dovoliti, da boste svoj pošteno prislužen denar na koncu potrošili samo za zdravljenje. Pri svojemu delu se zelo trudimo in dajemo zelo velik poudarek temu, da našim vlagateljem vsaj na tem področju zmanjšujemo nivo stresa. Mi namreč celoten del naložbe, ki zajema raziskavo, pripravo in tudi izterjavo, prevzemamo nase, tako da bo vam ostalo kar največ časa, volje pa zdravja za vašo primarno dejavnost, ali pa še bolj pomembno, za čas preživeti z vašimi bližnjimi. Tako, hvala za vaš čas, ki ste mi ga namenili. Jaz bom zelo vesel, ko vam bom lahko izrekel dobrodošlico na borzi terjatev. Verjamem pa, da so se vam porodila tudi še marsikatera vprašanja, tako da z veseljem odgovorim tudi nanje. Res je, Dejan, strah je sovražnik zdravja. Star slovenski pregovor pa pravi tudi, da kdor jezika špara, kruha strada.
Tako da vas vabim, da postavite vprašanja. Nekaj se jih je že nabralo tekom webinarja. Tisti, ki ste pa čakali do konca, pa vas vabim, zgoraj imate možnost v chat napisati vprašanje. Pa gremo kar lepo po vrsti. Prvo vprašanje je, verjetno ste že tudi tekom odgovorov strani oziroma, ko je Dan razlagal o naložbi, odgovorili, ampak vseeno ponovimo, kakšen je minimalni znesek naložbe? Ja, glede na to, da imamo dve različni vozili za naložbo, sta tudi dve različni priporočeni oziroma zahtevani minimalne zneska. Pri skladu je priporočeno oziroma zakonsko določena zaveza, da vlagatelj vloži 150 000 evrov. Pri individualni platformi pa te zaveze ni, je pa ravno zaradi te frakcijskega nakupa, se pravi minimalne izpostavljenosti do posamezne terjatve, priporočen znesek. Se pravi, da te frakcije niso premajhne. In ta priporočen znesek je nekje 50 000 evrov. Priporočen, ne pa nujen. S testom lahko vlagatelj proba tudi bistveno manj. Okej. Kakšno naložbo priporočate oziroma kakšna je razlika med alternativnim investicijskim skladom in platformo borze terjatev? Mogoče ja, okej, pa če še, kako se vlagatelj odloči za naložbo? Ključne razlike med enim in drugim je v tem, da pri naložbi v alternativni investicijski sklad vlagatelj nima v lasti terjatve. Preko platforme jo ima. Tudi pri individualni platformi, tako kot sem omenil, popolno pogled v to, kdo je dolžnik, kdo je prodajalec, vse. Pri investicijskem skladu ne. Tako da tukaj je malo odvisen od vlagatelja, kaj je bolj primeren za njega, mogoče lahko oceni, koliko želi imeti kontrole, kakšen narekovaju control freak je, in koliko ga obremenjuje to, da vidi, koliko terjatev je, kaj se s terjatev dogaja, koliko želi imeti dela z naložbo, čeprav tudi roko na srce preko individualne platforme je dela relativno malo, oziroma praktično nič. Sam večji pogled imaš, ne? Tako, se pravi, mogoče tista največja razlika je, pri skladu imaš v lasti točko sklada, enkrat na mesec izplačilo, pri individualni platformi popoln pogled, lastnik terjatev, pa plačilo takrat, ko je terjatev poplačana. Okej, super. Pa tole, če se odločim za naložbo, kdaj lahko svoj denar dobim izplačan? To je malo podobno, kar smo zdaj govorila, pri alternativnem investicijskem skladu. Odvisno kateri, ja. Pri individualni platformi pa takrat, ko se posamezna terjatev poplača. Zdaj, če imate 20 terjatev v portfelju, ena se izplača danes, ena jutri, druga čez teden. Ja, gre za precej likvidno naložbo, se pravi, hitro lahko prideš do svojih sredstev. Hitro. Okej. Dobro, pa potem še, kakšne so terjatve, ki jih odkupujete? Nekaj so že povedala, gre za slovenske večinoma, tuje, kako so te zavarovane? Tujih terjatev je relativno malo. Prej se fokusiramo na slovenske terjatve, se pravi na slovenske izdane račune. Zavarovane so pa na 3 nivojih. Tista ta glavna bi bila omenjena je izvršnica, drugo so potem stvarna zavarovanja, se pravi premičnine, nepremičnine, osebna jamstva, zadnja mreža je pa zavarovalna polica sklenjena z zavarovalnico Accredia. Okej, hvala. Mogoče samo še to, da pri odgovoru prej, mogoče sem bila preveč pavšalna, oziroma da ne bo izpadla narobe, ker sem rekel, da je izplačana ena danes, ena jutri. Od
začetka naložbe, povprečna ročnost terjatev v trgovalnem sistemu je 80 dni. Kar pomeni, da če daš ti ročnost 90 dni, pa danes kupaš vse terjate, potem je prvo izplačilo čez 90 dni, oziroma takrat lahko pričakuješ terjate. Prva terjata bo plačana skozi trgovanje, se pa seveda te terjate skupaj pomešajo in lahko pride do tega, da denar dejansko lahko vsak dan na trgovanje računa. Ja, zdaj znotraj uporabniškega vmesnika, če nastavite, da želite nek znesek izplačati, seveda potem kapljajo terjatve po zapadlosti nazaj k vam. Zdaj pa vprašanje glede donosov. Tudi o donosih smo že nekaj povedali, pa vseeno, ali so donosi, ki ste jih omenili, zagotovljeni? Kakšne donose lahko pričakujem? Ne, niso zagotovljeni in ta beseda me zmeraj, ne da sem alergičen, ampak zelo pozoren ratam na njo, namreč na zagotovljene donose, na garancije in tako naprej. Verjetno zaradi mojega dolgoletnega poslovanja na borzi pa na banki, kjer je bila ta beseda zelo dobrodošla, ker je zelo močna. Garancij v življenju ni, oziroma zagotovljene sta samo dve stvari. Ena je, da umreš, druga pa, da davke plačaš. Pa še to v točno določenem vrstnem redu. Ta prvo moraš davke plačati, potem lahko umreš. Tako da garancije na kapital ni. Sem pa omenil tekom prezentacije, da je naša, oziroma da zelo veliko pozornosti namenimo zmanjševanju obeh tveganj, ki spremljajo naložbo v borzne terjatve, tako kreditnega tveganja kot tveganja prevar. Tako da s tem delom upam trditi, da v veliki večini zmanjšamo tveganje določbe v terjatvu, tisto, kar pa mogoče ne moremo 100% zmanjšati, se pa zelo lepo razporedi z frakcijskim trgovanjem, s tem, da imate dejansko pokojnjane smeri zelo lepo več, oziroma nimate vseh jajc v tej košari. To je glede donosov. Potem pa še, ali je moj denar na borzi terjatev zavarovan pred zlorabami? Kako varna je naložba? Veliko vprašanj glede varnosti in donosov, seveda sej. Ja, to, kar sem prej omenil, sem že na preostalih, oziroma pri prejšnjih letih svojega službovanja gotovo, da je varnost vedno pred donosom. Mi funkcioniramo oziroma poslujemo preko fiduciarnega računa. Se pravi, vlagatelj ne vloži denarja, ne nakaže denarja na naš poslovni račun, ampak na naš fiduciaren račun, ki je varen pred stečajem. Seveda določena stopnja zaupanja mora biti, je prav, da je. Zdaj, po domač povedan, če te bo kdo hotel okoli prinesti, te bo vprašanje pa, če mu bo to uspelo narediti nekaznovano. V naši lastniški strukturi je Republika Slovenija, se pravi Slovenski podjetniški sklad. In glede na to, da delamo že kar nekaj časa, da delamo zelo uspešno in da je ta uspeh tudi priznan z določenimi nagradami, je to kar precej velika stopnja zaupanja oziroma ki jo prinaša, ne? Ja, kot rečeno, garancij dejansko ni, ampak denar pa ne gre kar z žepa v žep, ampak iz dveh sledi. Super, no še tole vprašanje, ki je bolj aktualno, glede na situacijo, v kateri smo se znašli. Kako lahko situacija z boleznijo COVID-19 vpliva na mojo naložbo preko borze terjatev? Zelo dobro vprašanje. Mi smo na borzi terjatev, v bistvu že preden se je vsa ta dobija situacija za COVID-19 pričakovali za letošnjo leto recesijo. Sicer nismo pričakovali tako močno, tako hitro, sploh ne dogajanje s COVID-om, ampak smo v bistvu že relativno hitro, preden se je COVID razpasel pri nas, začeli prilagajati portfelj terjatev. Se pravi, zniževati izpostavljenosti do posameznega prodajalca, pridobivati dodatna zavarovanja.
zato ker smo ocenili, da bi v recesiji lahko prihajalo do podaljšanja zamud. In to dejansko se dogaja. Največja, se pravi tisto, kar COVID povzroča, je to, da plačila nekoliko zamujajo. To pomeni zamude do 30 dni. In to je dejansko po naši oceni, po pregledu portfelja, zaenkrat največ, kar se lahko zgodi. Pri pregledu, pri vseh zavarovanjih, ki jih imamo, ne ocenjujemo, da bi lahko prihajalo do kakšnega koli dodatnega defaulta oziroma celo neizplačila terjatev. Okay. Se pravi, se preveri toliko v takšni meri, da je potem manjša možnost. Spet pa poudarjam to frakcijsko trgovanje. Imate v portfelju, če ena terjatev ni poplačana, če pride do najbolj črnega scenarija, se pravi, da enostavno jo moraš pozabiti. Se ti izpostavlja maksimalno 5 poslov oziroma v veliki večini lahko celo manj. In ta razpršenost je... Že donos ostalih terjatev bo nadoknadila izgubo te. Se pravi, celoten vaš portfelj donaca pravijo. Super. Se pravi, kdaj pa lahko in kako hitro lahko začnem z naložbo preko borze terjatev? To je tudi... Takoj. Zdaj 10 minut rabite. Hecam se. Najprej, tako kot sem omenil, dajte si odgovoriti na vprašanje, s koliko donosa ste že zadovoljni. Točno številko. In če boste rekel, meni pa že dosti, da dobim cirka 5% na leto, pol sploh ne gledajte več raznih delnic ali končnih fazi tudi vzajemnih skladov, ker enostavno tisti tvega preveč, kakor dejansko ste vi že zadovoljni. In če sovpada ta odgovor z našo naložbo, potem lahko začnete z začetkom registracije takoj. Za vstop v alternativni investicijski sklad je pa dovolj elektronski naslov, potem pošljemo vso potrebno dokumentacijo. Seveda se pa lahko prej obrnete tudi na nas za posvet, katera izmed obeh vozil bi bila za vas najbolj primerna. Okej, ja, zdaj nekaj vprašanj je bolj specifičnih, za te pa tudi še kakšne, ki se bodo pojavila v prihodnosti, lepo vabljeni, da se obrnete kar direktno na Dejana ali pa katerega koli drugega člana ekipe borze terjatev. Vabim vas vsekakor tudi na našo spletno stran www.borzaterjatev.si, kjer lahko takoj zdajle preverite vaš donos glede na vložek in čas, koliko časa želite vložiti, to brez kakšne registracije lahko preverite, da boste dobili občutek. Registracija je brezplačna, lahko pravite kadarkoli, zelo bomo pa veseli tudi vašega obiska tukaj na Likozarjevi ulici 3, bomo spili kavo in se pogovorili o možnostih naložbe. Toliko, se pravi, to je z naše strani, z moje strani, strani sodelavcev vse. Želim vam lepo popoldne še naprej in ostanite dobro. Srečno. Zdravo.